Spoštovano televizijsko občinstvo, en prav lep pozdrav v novi televizijski oddaji Nostalgija. Moja tokratna gostja prihaja iz sveta glasbe. Glasba in petje v pravem smislu besede sta njeno poslanstvo, pomenita ji vse v življenju. Glasba in petje imata čudežno moč. Vsega tega se je naša gostja zavedala že v rani mladosti. Že kot deklica je sanjala o tem, da bo nekoč stala na odru in pela zlasti pesmi iz sveta zabavne glasbe. Že zelo zgodaj je vzljubila petje švedske skupine ABBA. Zgodnje mladostne ambicije je uresničila, sprva je prepevala na šolskih proslavah, njen pevski in glasbeni talent so hitro prepoznali. Pri 16 letih je prepevala skupino Ultimat in postala na mah prepoznavna s pesmijo Moški čaj. Vmes je pridno obiskovala gimnazijo v Kranju in se po končani gimnaziji vpisala na pedagoško akademijo, kjer je uspešno končala študij glasbe in zborovodstva. V času študija je ves čas prepevala, njeno petje je navdušilo slovenske skladatelje, med drugim celo mojstra Bojana Adamiča. Po vsem povedanem ne čudi, da so skladatelji zabavne glasbe takoj začeli pisati zanjo note, za nove popevke. Vse to je bilo za mlado pevko in glasbenico izjemno spodbudno. Na današnjo glasbeno gostjo, ki je že v našem studiu, so se takoj navdušili poslušalci, njen glasbeni stil in odlično prepevanje popevk in šansonov je bilo takoj opaženo. Poslušalci so v njenem prepevanju takoj govorili v presežnikih. Navdušila jih je tudi mična podoba pevke. Glasbeni kritiki so o njenem petju pisali ugodno in niso skoparili s pohvalami. V 80. letih prejšnjega stoletja jo je opazil tudi sloviti Tone Fornet-Citov in jo povabil v Mopečov. Kar 15 let je bila članica te priljubljene skupine, v njej nastopala kot pevka in zelo uspešno tudi kot plesalka in igralka. Pevsko se je dodatno izobraževala pri profesoricah Alenki Drnač-Bunta in Nadi Žgur. Uspešno je delala tudi kot novinarka, prvenstveno pa je pela, nastopala je na festivalih Melodije morja in sonca, na slovenski popevki snimala je nove popevke za slovensko radio-televizijo ter nastopala na številnih javnih prireditvah. Vmes je spoznala Jureta Franka, vrhunskega smučarja in srebrnega olimpionika, se z njim poročila in se preselila k možu v Ameriko. Spoštovano televizijsko občinstvo, z nami je Simona Vodopivec Franko, uspešna pevka in glasbenica. Lepo pozdravljena, spoštovana Simona Vodopivec Franko in dobrodošla v studio oddaje Nostalgija na televiziji Arena v Celju. Prisrčen pozdrav, Zdravko, in seveda prisrčen pozdrav tudi vsem, ki so trenutno z nama. Moram reči, da si me svojim uvodom kar malo očaral, začaral. Pravzaprav, zakaj me sploh rabiš v tej oddaji? Ker ti lepo nadaljuj, boš vse tako v superlativih povedal. Hvala lepa tudi za to predstavitev. Hvala tudi tebi za prijazne uvodne besede. Simona, takole bova rekla, pravkar je izvenela priljubljena popevka Moški čaj. Si se kot 16-letno dekle sploh dobro zavedala, o čem poješ? Kaj misliš? Glede na drznost besedila in na rockerski pristop, ali bi rekla, da sem bila ena taka predrzna najstnica, ampak res temu ni bilo tako. Jaz sem bila zelo sramežljiva in pri 16 letih, pa še dolgo kasneje, res nisem točno vedela, o čem prepevam. Tako da, no, potem, ko sem se pa tega zavedla, mi je bilo pa skoraj malo naroden. Ampak dejstvo je, da je popevka Moški čaj takoj navdušila občinstvo in pesem te takoj postavila visoko, da ne rečem celo na piedestal, postala si na mah prepoznavna. Poraja se mi naslednje vprašanje. Kako so to pesem sprejeli tvoji starši, tvoja bližnja okolica, denimo tvoji sošolci, profesori na gimnaziji?
Si imela zaradi besedila, ki si ga takrat prepevala, kakšne težave? No, zdaj pa nisi več tako prijazen. Ja, tale moški čaj je res dvignil precej prahu. Tako je, lahko ti je bil všeč, lahko ti ni bil. Izvedli smo ga skupino Ultimat leta 1992 na Pop Rock festivalu, tukaj imam celo ploščo, na kateri ta moški čaj je. Takrat smo ga izvedli in nismo posegli po najvišjih mestih. Ampak je pa res, da komad nas je zaznamoval, poznali so ga vsi, zdaj ali ti je bil zelo všeč, ali pa si se nad njim zgražal. Zdaj, ko si me vprašal, kako so to sprejeli starši, zdaj oče je bil zelo sproščen, se ni kaj dosti sekiral, mama, ki je bila pa pač taka dama, uglajena, je bilo pa tako nerodno, da je komaj upala z hiše priti. V Radovljici se seveda vsi poznamo, to je pač sicer zdaj mesto, takrat je bila to malo večja vas. Tako da moram reči, da mami je bilo precej težko, takrat nisem jaz razumela, zdaj, ko imam sama svoje otroke, razumem. Potem bila sem srednješolka, dijakinja gimnazije Kranj, to moramo vedeti, to je bilo pred 40, skoraj pred 45 leti, 43, tako nekako. V glavnem, takrat so bili drugačni časi. In moram reči, da tudi pri večini profesorjev ta moja pojavnost s tem komadom mi ni prinesla nič dobrega. So me malo po stran gledali, malo so me obsojali. Na srečo sem bila dobra dijakinja, tako da nisem res imela nobenih težav z ocenami, ampak sem pa pokasirala marsikatero grenko. Pripombo. Ja, in mi je žal, zato ker na vsezadnje šolo sem delala v redu, to je bilo moje sporedno življenje, ki je bilo že takrat zelo na očeh javnosti in prepoznavno. In to se mi ne bi smelo šteti za minus, ampak vendarle mislim, da za plus. No? In potem, ko je moj sin obiskoval kranjsko gimnazijo desetletja kasneje, pride enkrat zelo vesel domov in reče: mami, na šolskem radiju so pa danes vrteli vaše komade in so povedali, da je to pela Simona, ki je bila njihova dijakinja in tako naprej. Pa še nekaj, mami, si na seznamu najuspešnejših kranjskih gimnazijcev. No, sem rekla, da se časi se pa tudi spreminjajo. Med mladimi, ja, tam sem pa požela kar veliko odobravanja. Mi smo bili med mladimi zelo, bom rekla, priljubljeni, popularni. Veliko smo nastopali za študente, pa na Kongresnem trgu, na kakšnih večjih stvarih, ker smo tudi imeli precej družbeno kritičnih besedil. Tako da, bili smo opaženi, no. Zelo zanimivo. Simona, toliko za uvod. Zdaj pa se bova sprehodila skozi tvoje bogato življenje, kjer imata glasba in petje posebno težo. Že zelo zgodaj si vedela, da boš postala pevka in glasbenica, kaj ne? Vedela nisem, očitno sem si pa želela. Aha, tako je bilo. Ja, jaz sem že kot majhna rada prepevala tako za kakšen sendvič, a ne, pa tako. Sladkari nisem nikoli jedla, tako da pri meni si prišel dober skozi, če si me nagradil s kakšno knjigico ali pa sendvičem. Potem prvič sem se pa na odru pojavila, mogoče bi bilo to zanimivo, v 2. razredu osnovne šole, ko smo se iz Logatca preselili v Radovljico in je bil ples v maskah, pustni torek je bil, jaz sem bila stara enih 8 let, staršev ni bilo doma, nisem imela nič primernega za namaškarace in sem se pol pač res dobesedno namaškarala, ker sem našla, v glavnem sem se zakrila, šla v šolo s prijateljicami na ta šolski ples v maskah in tam je bil Pokaži, kaj znaš. In ker sem bila zamaskirana, pa mi ni bilo nič kaj narodno in sem šla, sem se prijavila in sem zapela, takrat na odru seveda, Dvorni norček Bučko, pesmico. No, je bilo kar tako neko navdušenje in potem smo šli v ta sprevod po celi šoli in kaj hujšega se mi je lahko zgodilo kot to, da me je par učiteljic potegnil iz tega sprevoda in so rekle: nas pa zelo zanima, kdo je lastnik tega glasu, ki nas je tako presenetil, in so me razkrinkale in jaz sem skoraj umrla od sramu takrat. No, ampak od takrat naprej je oder moja stalnica. Kako lepo povedano.
Poglej, Simona, najranejšo mladost si preživela v Logatcu, malo prej si ga že omenila, ampak z družino ste se kasneje preselili v Radovljico. Pa bi vprašal, kako si preživela svojo mladost v tem lepem gorenskem kraju? Radovljica je lepa, obdana z gorami, kot nekakšna razglednica, bi človek rekel. No, to, kot si zdaj rekel, kot razglednica, res je, ampak to vidim zdaj bolj, ko sem zrela in ko sem že prerajžala pol sveta in se vrnila v bistvu nazaj. Takrat teh lepot seveda kot otrok nisem videla, ampak sem pa imela zelo lepo otroštvo in mladost v Radovljici, seveda po tem pevskem debiju, bom rekla, so me zelo hitro dali tudi v glasbeno šolo, kjer sem končala nižjo glasbeno šolo iz harmonike in klavirja. Ves čas sem seveda igrala v harmonikarskem orkestru in predvsem prepevala ob različnih sestavih. Imela sem čudovite profesorje v glasbeni šoli, ki so me podpirali in prav zame napisali aranžmajčke, da so me spremljali, rečemo, njihovi gojenci. Jaz sem prepevala, tako da zelo, zelo lepe spomine imam na mojo Radovljico. Zelo lepo. Malo si že povedala, kdo je prvi opazil tvoj glasbeni in pevski talent, se pravi učiteljice v šoli, na začetku osnovne šole, ampak bi pa rekel takole. Pravijo, da talent ni dovolj. Potrebno je vaditi, se nenehno učiti in izpopolnjevati. Delovne navade je treba usvojiti že v otroštvu, saj ti koristijo celo življenje. Ja, vsekakor. Čeprav mislim, da pri umetniških poklicih, se pravi, rečemo, zdaj smo pri glasbi pač, je talent zelo potreben. Seveda je potem potrebna nadgradnja, delo, praksa, učenje, študij, vse to je super, ne? Ampak mislim, da talent pri glasbenem izražanju je zelo pomemben. Mnogokrat sem bila mogoče udeležena v debatah, kjer smo se nekako prerekali, ne, koliko je zdaj talent in koliko je delo in tako naprej. Z delom, nekateri pravijo, se da narediti več kot samo s talentom. Jaz pa rečem, zmagovalna situacija je pa oboje. Je pa oboje. Super. Poglej, najbrž si že kot otrok veliko pela, slišim, da si, in hodila v glasbeno šolo. Skratka, glasba te res spremlja in petje od rane mladosti, kaj ne? Ja, je bilo kar zanimivo, recimo po osnovni šoli je bilo nekako logično, če si bil odličen, da si šel na gimnazijo, ne, in če nisi vedel točno, kaj bi v življenju počel, tako zato sem se vpisala na gimnazijo, ampak ko sem se približevala zaključku gimnazije, jaz spet nisem vedela, kaj bi naprej. Takrat dejansko nisem razmišljala o študiju glasbe. Meni se je zdelo, da bo glasba pač tako, ne, jaz bom pa študirala seveda nekaj drugega. Razmišljala sem o pravu, jezikih, o glasbi niti ne. Ampak bolj, ko se je približevala matura, konec in tako, bolj sem čutila, da bo pač nekaj z glasbo v zvezi potrebno. Takrat ni bilo toliko možnosti, recimo današnji mladi lahko grejo komot študirati, ne vem, v Graz, v Ameriko, v London, ne. Takrat so bile zelo majhne možnosti. Moji starši tudi pomislili niso, da bi me dali kam ven, ne, žal. Ampak tako je bilo takrat. Tako da je bila ta opcija študija najbližja meni, ker sem tudi, imam zelo rada otroke, da sem šla na pedagoško akademijo, tako glasbeni pouk in zborovodstvo sem zaključila. Odlično. Poglej, Simona, 16 let si štela, ko si postala pevka skupine Ultimat. Pa me zanima, kako so člani skupine Ultimat izvedeli zate in kako so te sprejeli medse? Ultimat je bil pravzaprav radovljiško-jeseniška skupina, kar pomeni, da so bili fantje z Gorenjske. Jaz sem pa takrat res že toliko let prepevala in igrala, tako da so za mene vedeli. Bi pa omenila tokrat konkretno osebo, ki me je prva povabila, rečemo, v svet zabavne glasbe, prva povabila v band. To je bil pa Sandi Volk, to je oče od našega Reja.
Oče Andreja. Ja, tako. Kako je svet majhen. Ja. On je takrat šel v vojsko, takrat so fanti seveda hodili v vojsko in je rekel, veš kaj če bi ti prišla kot klaviaturist, midva sva skupaj igrala v orkestru, v glasbeni šoli harmoniko, je rekel, jaz ti bom prinesel, takrat je bil en melotron, klaviaturo, vse ti bom napisal, narisal, vse se boš naučila in boš ti potem se priključila bendu kot klaviaturist. Joj, kaj je bilo kaj lepšega in bolj vznemirljivega. To je bil drugi letnik gimnazije. Ne? In tako da jaz sem prišla k bendu kot klaviaturist. Šele kasneje sem potem tudi prepevala. In v tem bendu je takrat pela Helena Blagne. Wow. Tako da sva en kratek čas je bila ona naša pevka, frontmenka, jaz sem pa lovila tiste tipke v zadaj. In koliko let si sodelovala s skupino Ultimat in koliko skladb si posnela s skupino? Neverjetno, mislim, da samo 1-2 leti. Ampak takrat so bili časi za glasbenike, za mlade glasbenike, skupine, ki so vendarle malo izstopale, so bila vsa vrata odprta. Na založbi kaset in plošč, na Radiu Slovenija, televiziji. Takrat je bila še Jugoslavija, mi smo imeli možnosti, mi smo recimo na festivalu v Subotici, Jugoslovanskem festivalu, zasedli 2. mesto, tam so bila zelo močna, zveneča pop-rockerska imena cele Jugoslavije. Potem bili smo na Opatijskem festivalu. Mi smo v tistih 2 letih toliko doživeli, da je meni včasih prav žal zdaj za mlade glasbenike, koliko manj imajo možnosti. Po eni strani sicer več, ampak po tej podpori, prepoznavnosti pa veliko manj. In takrat ni bilo 100 televizij. Takrat je bila ena televizija, en radio. Če si tam bil, so te vsi videli in slišali, ker so to tudi vsi gledali. Tako je. Nacionalna radiotelevizija je bila. Ja. Draga Simona, povej nam, si glede na to, da si končala študij na Pedagoški akademiji, kdaj delala tudi kot učiteljica glasbe na šoli ali imela svoj zbor ali nikoli? Ali si samo končala študij, pa si vendarle delala oziroma dela samo kot pevka? To me pa zanima. Glede na to, da si je rekla, da imaš otroke izjemno rada, so ti zelo blizu, zato si se tudi odločila za študij na Pedagoški akademiji. Ja, eno večjih razočaranj, ko sem končala študij doma, je bilo to, da je rekla mama, no super, zdaj pa diplomirala si, zdaj se boš pa prijavila na neko, boš poiskala mesto učiteljice v osnovni šoli in tako. In sem rekla, ne, mami, ne bom, saj jaz imam svoje delo, ampak to se takrat ni štelo kot neko resno delo, Tako da jaz sem rabila 10 let, da sem mamo prepričala, da je tudi to, kar jaz počnem, vendarle zelo resno in profesionalno delo. Ko pa sem dobila 2 otročka, se je pa seveda, takrat se pol svet malo obrne, in prioritete se seveda obrnejo k družini, k otrokom in tako naprej. In jaz nisem mogla več zvečer, po večerih in po cele dneve letati okrog in nastopati in tako naprej. In sem pa pogrešala glasbo. Zato sem takrat ustanovila svojo glasbeno šolo, glasbeno delavnico Muzike. Tako da 5 let sem seveda veliko poučevala, veliko smo nastopali. Potem sem se pa malo začela dolgočasiti. Pač ta moj ustvarjalni duh je želel malo drugače. In sem rekla, kaj bi zdaj lahko naredili? Imaš majhne otroke, imaš šolo, imaš to. In potem smo prišli na to idejo musical. Sej res. Otroke bi lahko vključila v musical, še sama bi lahko nastopala, vse bi jih lahko naučila. Ja, kaj pa zdaj? Musical že, ampak kdo bo pa zdaj te stvari peljal poslovno, finančno in tako naprej, tu pa jaz žal nisem doma. Ja, sem pa imela moža z velikimi izkušnjami, tako da sva kar nekaj časa, sem ga seveda prosila, če bi pristopil, če bi mi pomagal, če bi to postavil nekako, da bi mi to speljali. Malo težje se je odločil, zato ker on, ko se pa odloči, potem pa ni heca, potem gre pa to do mama mi je. In tako smo naredili prvi musical Moje pesmi, moje sanje, takrat z mojimi učenci, seveda tudi z igralci Kranjskega gledališča.
tako da to je bil prvi večji muzikal. O muziklu se bova seveda še pogovarjala v nadaljevanju oddaje, ampak jaz bi vseeno povprašal v nadaljevanju, kolikor vem, so takrat, se pravi v 80-ih letih, kmalu zate zvedeli slovenski skladatelji zabavne glasbe in napisali note za več spevnih popevk. Pa me zanima, s katerim skladateljem in pesnikom popevk si najraje sodelovala? Kolikor vem, jih je bilo več. Ja, res sem imela to srečo. Jaz sem bila en tak multipraktik. In ne vem, nekako zgleda, da sem se jim prikupila, ne vem, z glasom, morda tudi s karakterjem. Srčna sem bila vedno, nikoli prepotentna. Lahko si me tudi kar prepričal v eno ali drugo smer. Tako da na srečo sem res sodelovala z mnogimi skladatelji in se poskusila tudi na različnih glasbenih področjih. En naš glasbenik, pevec, avtor, čudovit, ki ga zelo cenim, to je Benč, je enkrat rekel, potem, ko sem seveda se začela pojavljati vse povsod, ne, na vseh različnih, je rekel, ti si ko ena glasbena prostitutka. Je rekel, tudi čist povsod greš, ne, ampak res je bilo, da mene je res tako zanimalo. Mene so različne stvari tako zelo zanimale. In morda bi tako težko izpostavim samo enega avtorja, čeprav iskreno, jaz pevske solo kariere resnično nisem nikoli delala. Čeprav sem veliko posnela in nosilcev zvoka, samih komadov in tako. Vseeno, najljubši mi je Mirko Bogataj. Mirko Bogataj je pa član skupine Ultimat, s katerim sva potem še eno ploščo posnela v Ameriki in tako naprej, tako da od njega sem največ pela in to je tisti stil, za katerega mi je žal, da nisem imela časa ga gojiti naprej. Imam pa eno lepo izkušnjo z mojstrom Bojanom Adamičem, ki me je pa povabil k šansonu. Takrat je bil festival šansona v Rogaški Slatini, v Kristalni dvorani, to je bilo strašno, bom rekla, Nobel je bilo, ne? Res je bilo lepo, zelo na visokem nivoju. In ker so vedeli, da se jaz ukvarjam tudi že malo s to govorjeno besedo, so rekli, tole bi bilo pa za šanson fajn, ne? Poje lušten, interpretirati zdaj kar nekaj zna. No, in mene povabi mojster Bojan Adamič, mislim, krasno, ne? In pravlja, deklice, to pesem bi jaz želel, da bi ti zapela, če si za to. Ja, bila sem počaščena. Pravi, ampak boš prišla k meni na vajo. Ja, z veseljem, ne, seveda. No, in potem pripravi ta komad, nauči se ga in mi ga boš zapela tako, kot ti misliš, da je prav. Ali pa, kakor ga čutiš. Jaz res pridem, ne. In začnem in to pojem in žmigam in maham in to in vse. On tako mirno posluša, me počaka do konca in ko končam, ne, jaz tako v pričakovanju, kaj bo zdaj rekel, ne. Pa je rekel, no, Simonca, saj tole je bilo zelo zanimivo. Zdaj se pa obrni na krog, pokaži mi hrbet in me prepričaj. Aha. Brez vsega žmiganja in plapolanja. No, in tako sva začela. In to je bila ena boljših lekcij in nasvetov, ki mi je kasneje v življenju zelo prav prišla, kar zadeva interpretacije, ne? Da ti dejansko prepričaš z glasom svojo interpretacijo, tudi brez vse mimike in mahanja okrog sebe. Zanimivo, res. Ja. In nepozabno sodelovanje z mojstrom Bojanom Adamičem. Poglej, Simona, prišla so povabila za nastope na festivalih Melodije morja in sonca in slovenska popevka. Še posebej se je prijela popevka Najboljši fantje so že poročeni. Mislim, to je pa tudi kar ena zgodba in prosim, da malo poveš, ker fantje se kar radi namuzamo ob tem besedilu in ob tej pesmi. Bila je izjemno priljubljena ta pesem in je še vedno. No, z leti, ki so te fantje že tudi malo stareli, je dobila, no, najboljši fantje so že bili poročeni. Ja, no to je, se pravim, jaz v življenju nisem nikogar nikoli prosila, če lahko z njim sodelujem, če mi nekaj napiše in tako naprej. Tako da takrat, ko sem pač prišla ven s tem ultimatom, sem dvignila malo prahu oziroma so me opazili,
sta bila, v bistvu je bil prvi Tof, ki me je povabil v Mopečov, in skoraj da istočasno me je pa Andrej Šifrer povabil k sodelovanju in rekel, veš kaj, jaz bi pa zate napisal eno ploščo, v bistvu 10 komadov za ploščo, pa bi posneli in tako, mislim, in kaj je bilo lepšega, ne. Mislim, jaz sem res dobivala take ponudbe. To je bil pa razlog, da so me iz Ultimata vrgli takrat. So rekli, veš kaj, zdaj pa ali boš zvesta nam, ali pa vse ostalo, so rekli, nič vidimo, da to ne bo šlo, in so me lepo vrgli z benda, ampak dobro, sem jim tudi hvaležna za to. Tako da, ja, z Andrejem, no, potem sva posnela to ploščo, on je celo pripeljal producente iz Anglije, tako da je bila čudovita izkušnja. Zdaj, morda še nisem bila čisto dorasla temu, ampak vseeno, ogromno dobrih komadov je gor, teksti so itak izvrstni, ne, Andrej je tako fajn, enkrat rekel sem, Andrej, pa ti imaš toliko dobre štikelce. Pa je rekel, pa sej ne vem, veš, jaz sem verjetno samo en prevodnik, je rekel, to, kar pride skozi mene, dam, napišem in to je to. Simona, v ospredju tvojega umetniškega ustvarjanja pa nista bila samo petje in glasba, pač pa tudi igra in ples. K sodelovanju te je povabil sloviti Tone Forneci Tof v Mopečov, kjer si pela, igrala in plesala in tako rekoč združila v petju še 2 druga talenta, to je igro in ples. Pa me zanima, kako se spominjaš umetniškega delovanja pri Mopečovu? Imaš tudi eno sliko, bi mogoče pokazala nam to sliko, to bi bil... Ta pa res sodi v oddajo Nostalgija, poglej, še take barve so, vidiš, upam, da kamera to... Sodelovali so le zelo eminentni člani, igralci, pevci in tako naprej. Izvoli. Jaz sem bila res ena srečka, no. Prav se spomnim, bil nek festival, verjetno tudi pop rock leta 83, če se ne motim, v Križankah, in smo imeli generalko. Tof je bil pa seveda povsod prisoten, ker on je bil tudi novinar in je ogromno pisal, tako da je prišel pogledat malo in ko smo mi, pač tisto, kar smo imeli pesem odpeli, pride dol k meni in pravi, veš kaj, Simona, ti si pa edina danes, ki poslušam te izvajalce, katero razumem popolnoma vsako besedo. Jaz pa iščem eno pevsko protiutež Rifletu v Mopečovu. A bi ti prišla v sredo na eno poskusno snemanje? No, potem, ko Tof razlaga to zgodbo, ne, ki ga velikokrat vprašajo, kje sva se spoznala, on reče, no, in potem me je Simona pogledala kot kanto za smeti, kar sploh ni res, ker jaz sem bila vzgojena in prijazna punca. Ampak je pa res, ne, jaz sem bila majčkeno bolj taka rockerca, malo tako po duši, a ne, zdaj, kaj je zdaj ta Mopečov, ne, in tako, no, mislim. Punca, umiri se, ne, no, v glavnem sem prišla v sredo na snemanje Mopečova, že kar direktno. Tof je napisal en tekst o tajnici, tajnica sem jaz za vse, tipkam akte še pa še, od aktov kar razganja me, zares preveč jih je, pa take, ne, Tofove. No, in skleda, da je bila interpretacija zadovoljujoča, tako da sem potem ostala. In čez noč seveda postala pa še toliko bolj prepoznavna, ker jaz ne vem, koliko ljudje vejo to, ampak Mopečov je bil takrat tako popularen. Vsak teden smo imeli 20-minutno oddajo v sredah ob 11. Na valu 202 in mi smo imeli čez 1 milijon poslušalcev vsako oddajo. Ne vem tudi, če se ve, zakaj je bila v sobotah ponovitev. Ob sobotah je bila namreč ponovitev. Najprej ne, potem ja. Zato, ker so ljudje tako pričakovali in poslušali ta Mopečov, da takrat se v fabrikah ni delalo, v delavnicah se ni delalo, v pisarnah se ni delalo in je prišel pritisk na radio in so rekli, zdaj pa lepo prosimo, dajte to enkrat čez vikend ponoviti,
da bojo naši delavci takrat to poslušali, ne zdaj kar na sred delovnika. Zato je potem dobila tudi to se pravi, oglasili so se delodajalci, ker delavci niso delali v tistem času. To je bilo 15-20 minut, to je poslušalo dejansko milijoni čez, ne, pri 2 milijonih prebivalcev, to je res. Danes si tega ne moreš zamisliti, ne, da bi imel nekdo toliko pozornosti. Seveda sodelovala pa z največjimi imeni, Rifle, Maja Boh, Marta Pestator, Marjan Kralj, Tone Gogala, Roman Končar, Gojmir Lešnjak-Gojc, Brane Ivanc, niso bili vsi naenkrat, ne? Stalnica je bil seveda Rifle, potem izvrstni glasbeniki, Žvelj s svojim bendom in tako naprej. Jaz se takrat res sploh nisem zavedala, kakšno srečo imam, med kakšne ljudi sem prišla, ker sem se od njih res lahko učila in naučila. Veliko tega. Poglej, Simona, če nadaljujeva, glasba je kot zdravilo in ima čudežno moč. Kolikor vem, si se ukvarjala tudi z glasbeno terapijo. Ja, malček sem pokukala tudi v glasbeno terapijo. Moram reči, da me to izjemno zanima in privlači, ampak ker je tu pa kar potreben resen študij, sem se že spogledovala, izobraževala sem se že na inštitutu Knol, ima magistrski študij za glasbenega terapevta, ampak nekako časovno nisem mogla privoščiti 3 leta študija, bi si pa zelo želela. Imela sem pa to srečo, da sem tudi v praksi preizkusila malo teh, bom rekla, glasbene terapije skupaj z mojo kolegico, ki je psihiatrinja in je seveda prav za mlade. Ona je bila seveda izjemna poznavalka psihologije in mladih in vsega. Jaz sem bila pa glasbenica, pedagog, pa tudi zelo kreativna. In ko smo midve združile moči, sva res lahko delale, to se dela v manjših skupinah. Prvič sem se spoznala z glasbo brez not, brez zapisov, tam se ustvarja glasba, vsi sodelujoči, ne potrebuješ nobenega predznanja, mogoče je še prej omejitev, če si preveč na takte in na ritem, ampak to je pa ena taka čudovita stvar, gre za povezavo med, rečemo, klientom, glasbo in terapevtom. Glasba v tem primeru ni namen, ampak je sredstvo, je most in varen prostor med klientom in terapevtom. In to upam, da bom lahko kdaj v življenju še počela. Ampak delala si tudi kot novinarka in celo izdala knjigo. A bi nam pokazala knjigo? Joj, kot novinarka. Ja, Tof me je porinil vse živo. Pri njemu je bilo treba delati vse. On je imel toliko idej je imel. Zdaj pa že letijo ven stvari. Slikce. To je v bistvu moja prva in edina knjiga. Klepeti v B-duru. 111 znanih Slovencev o notah brez not. Ta knjiga ni bilo namen, ko sem začela s temi klepeti, pogovori glasbenimi, niti slučajno ni bil namen, da bom kdaj izdala knjigo, ampak mislim, da ne vem, sem enih 6 let vsak teden imela tedensko rubriko v časopisu Dnevnik, kjer sem zasliševala znane Slovence, malo na tak hudomušen glasbeni način. In potem se je res nabral toliko čudovitih gostov. Praktično so bili moji gosti takrat vsi, od politikov, športnikov, estradnikov, umetnikov, skratka ni da ni. In potem je pač prišla ideja, ponudba, so rekli, kaj pa če bi ti zdaj izmed teh, mislim, da je bilo 350 vseh teh pogovorčkov, kaj pa če bi ti naredila en lep izbor in bi mi to recimo naredili eno knjigo iz tega. Sem bila zelo vesela, to se je udejanilo in ves izkupiček je šel takrat v dobrodelne namene za hemato-onkološki oddelek za otroke. Izjemno humana gesta, bravo.
Spoštovano televizijsko občinstvo, spet je čas za glasbeni predah. Za vse vas in nas v studiu sem izbral zelo lepo pesem o Radovljici, apropo Radolci, ki jo prepeva Simona Vodopivec s prijatelji. Še pridno bomo slišali pesem, nam ima Simona še nekaj povedati. Izvoli, Simona. Ja, ta pesem ima kar zanimivo ozadje in sicer takrat je naša televizija pripravljala ene oddaje Razglednice Slovenije, v kateri so predstavljali, in to tako izdatno, kraje. Ampak, da si pa lahko kot kraj sodeloval v tej oddaji, je bilo pa treba napisati, posnet, prinesti eno pesem o tem kraju. No in seveda jaz sem takrat rekla, nič koga. Tof je napisal besedilo, Ivan Prešeren Žan od Alpskega kvinteta je napisal glasbo in aranžma. Tako da smo to posneli, nastopili v oddaji, nastala je pesem Radolca, ki pa je bila zelo všeč srednješolcem medijske šole v Radovljici. In so prišli k meni z idejo, so rekli, veste kaj, mi bi pa radi za šolski projekt naredili z vam video na tole Radolco. A bi bila za to? Sem rekla, jaz z največjim veseljem in tale video je to zdaj tako polprofesionalen, delali so ga dijaki medijske srednje šole v Radovljici. Zelo uspešno si zaplula tudi v narodno-zabavne vode. Prepevala si z narodno-zabavnim ansamblom Gorenci in Alpski kvintet. Ja, to je bila tudi ena res krasna izkušnja, epizoda v mojem glasbenem življenju. Najprej so me povabili Gorenci, tam je bil tercet, je bila še Sonja Gabrščkova, pa Miran Potočnik in jaz smo v tercetu prepevali in igrali smo v glavnem Avsenikove skladbe in takrat sem se tudi naučila pač prepevati in tudi začutila to narodno-zabavno glasbo. In zgleda, da sem bila dosti v redu, ker so me potem povabili k sodelovanju tudi Alpci, Alpski kvintet. No, z njimi sem pa tudi veliko prepotovala in je bila čudovita izkušnja. Takrat smo pa prepevali skupaj Ivanka Kraševec, Braco Koren in jaz smo bili takrat v tercetu. In prišel je pomemben življenjski trenutek, ko si spoznala Jureta Franka, vrhunskega alpskega smučarja in srebrnega olimpionika. Zanima me, kje sta se spoznala, kdaj je preskočila iskrica ljubezni, iz katere se kasneje zgodila poroka? Ja, tudi ta zgodba je zelo nenavadna. Midva sva se spoznala in zaljubila na Japonskem, kajti Jure je takrat živel v Ameriki, delal na Japonskem in v Evropi. Jaz sem pa na Japonsko prišla kot del ekipe, ki naj bi predstavila Slovenijo in sem prišla prepevati slovenske ljudske pesmi in tam sva se zaljubila in tako naprej do današnjih dni. Ja, ampak gospod Jure je, se pravi tvoj soprog, je v bistvu delal poslovno pot, kot si dejala, v Ameriki in si mu pridružila, vmes si pa tudi kaj zapela, ne? Ja, v Ameriki sem posnela tudi eno ploščo oziroma CD-jko, s krasnim producentom, ki je delal tudi za Stinga, Kennya Logginsa in tako naprej. Žal jo nisem nikoli spromovirala, pa mi je še danes žal, ker je res dobra glasba, morda jo še kdaj bom. Pa celo za en film IMAX sem tudi posnela glasbo, tako da nekaj sem glasbenega počela tudi v Ameriki, ja. No, fino. In v Ameriki se vama je rodil sin. Ja, evo ti. Tole je pa najin pridelek ameriški. To bi bilo pa lepo, ja, da v kamero Naš Ajden prvorojeni se je rodil v Ameriki, ampak ko je bil star 6 tednov, smo se preselili nazaj v Slovenijo. Tam se je rodila pa še Maja, čez par let. Simona po vrnitvi iz Amerike v domačo Radovljico sta skupnimi močmi začela graditi novo poslovno pot, ki je bila povezana z glasbo, z izjemno delovno vnemo in znanjem so se vama rojevali muzikali. To si že uvodoma nam kar nekaj povedala, ampak zanima me, kako sta si razdelila vloge, to nam pa lepo povej. Ja, kot sem že prej omenila, iz te moje glasbene šole je izšel prvi muzikal Moje pesmi, moje sanje. Takrat sem pač Jureta prosila, če bi prevzel vse, kar se dogaja za odrom, jaz pa vse, kar se dogaja na odru. Tako da takrat pri tem prvem muziklu sem poučevala še
vse zbore, vse soliste, pevce, vse in tudi sama nastopila v vlogi Marije, ki je bila takrat glavna vloga. Jure je pa seveda poskrbel za vse ostalo. In tako je še danes. Povej nam še, koliko muzikalov sta postavila na slovenske odre in kako smo Slovenci sploh sprejeli muzikal? Mislim, da 6, 3 velike, se pravi Moje pesmi, moje sanje, Briljantina, Mama Mia, Nune v akciji, Ljubim te, spremeni se in Mopeča v živo. Tako. 3 od tega so pač zelo veliki, 3 je malo manjši. Vprosti, kaj je bilo vprašanje? Kako so sprejeli Slovenci? Ja, to me zanima, ja. Ker mi v bistvu muzikala nismo tako zelo dobro poznali. Mi nimamo tradicije muzikala, zato je muzikal v Sloveniji zelo težko delati, ker ni toliko nabora, ne? In moraš praktično ti igralce, plesalce, pevce, skratka jih moraš še vzgajati. Tako da jaz sem takrat preko svoje šole smo ustanovili pol leta šole muzikla, kjer so profesionalci najprej poučevali te naše mlade, ki so potem lahko nastopili s pravimi profesionalnimi igralci v muziklu. In moči si združila še s pevko Alenko Godec, Damjano Golavšek. Poznamo vas po imenu Dinamitke. Odlično ste se ujele in to se odraža na odrih v vseh muzikalih. Mi smo bile sošolke že pri Nadi Žgurjevi pred 10 in potem smo se združile ponovno v muzikalu, ti rečeš muzikalu, mi pa še kar muzikal, v muzikalu Mama Mia, kjer imamo 3 glavne vloge, to so Dinamitke. Tako da vzporedno pa nastopamo tudi kot tercet, ne prepevamo samo pesmi iz Mama Mie, ampak imamo zelo širok nabor in veliko nastopamo. Naša oddaja Nostalgija se počasi bliža k koncu. Omeniva še, koliko plošč si izdala na samostojni glasbeni poti. V bistvu jih vidimo tule na mizi. Mislim, da jih je kar veliko. Katera plošča ima zate največji pomen? Mislim, da imam okrog 20 nosilcev zvoka, zdaj so to plošče, CD-jke, še kasete, in tako. Mislim, da okrog 20. Še vedno bom pa rekla, ima največji pomen tale moja prva plošča. Ultimat, kjer imaš kaj čaj. Ki mi je tudi odprl vrata v ta čudoviti svet zabavne glasbe. In čisto za konec poprašam, kaj pa tvoji delovni plani za prihodnje? Pripravljaš kaj novega z Dinamitkami? Kje vse vas bomo lahko v prihodnje spremljali? Imamo kar veliko nastopov še do novega leta z Dinamitkami, z predstavo Nune v akciji, z Mama Mio, skratka, te 3 stvari v glavnem jaz delam. Za ostalo in plane in ne vem kaj pa, tako kot sva skozi oddajo rekla, meni so stvari kar prišle. In če bo še kaj prišlo prav, če bo prišel pa pokaj, pa tudi fajn. Spoštovana Simona Vodopivec-Franko, hvala za zanimiv pogovor. Veliko novega smo izvedeli o tebi, tvojem življenju in umetniškem ustvarjanju. Naj glasba in petje, še posebej svet muzikala, plemenitijo in osmišljajo tvoje življenje, je moja želja ob koncu najnega pogovora. Prisrčna hvala za tale res izdaten sprehod skozi mojo glasbeno pot in hvala, da si me malček prisilil, da sem se ustavila in razmislila in pogledala v svojo preteklost. Vesela sem, upam, da bomo tako mi, kot tudi vi, kot medij, ti kot voditelj, prinesli še veliko, veliko veselja našim gledalcem in poslušalcem. Hvala lepa za prijazne besede. Hvala. Z veseljem in odličnim spoštovanjem. Spoštovano televizijsko občinstvo, sklenili smo oddajo Nostalgija, v kateri smo gostili cenjeno Simono Vodopivec-Franko, pevko in glasbenico. K spremljanju nove oddaje Nostalgija vas povabim danes teden ob enakem času. Prisrčen pozdrav!